Korošici Anita Kac in Jadranka Smiljić sta se z 28-urnim neprestanim kvačkanjem 6. februarja vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov. Pri tem sta porabili 4,5 kg volne, kar je približno 13.500 metrov. Rekorderki je že sprejel župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler, sedaj pa sta se rekorderki zahvalili javnemu zavodu Mocis, kjer sta kvačkali v prostorih večgeneracijskega centra, s katerim upravlja ta zavod. Smiljana je skvačkala grb večgeneracijskega centra, Anita pa koco, s katero bodo prekrili dvosed, na katerem sta kvačkali in ga je sedaj prav tako v dar dobil večgeneracijski center. Anita Kac iz Šentjanža pri Dravogradu in Jadranka Smiljić iz Slovenj Gradca sta 6. februarja kar 28 ur kvačkali in si prikvačkali vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. Maratonsko kvačkanje se je odvijalo v Andeškem hramu in tam je javni zavod Mocis, ki z njim upravlja, pripravil tudi krajši sprejem za rekorderki, le ti pa sta mu podarili grb in kvačkano odejico oziroma koco za dvosed, ki ga je prav tako v dar prejel Mocis. Zdaj je rekord v glavah rekorderk verjetno že dodobra predelan. Ja, sem predelala. Tako da pač nek dogodek je, ki se te vtisne, pa v bistvu se vpiše zgodovino, no. To je za mene. Zdaj gledate nazaj, z daljave, malce z odmikom, je bilo težko, a ne? Kaj bom jaz rekla, ni bil mačji kašelj, sigurno da ne. Ne vem, če bi šla še v to, no. Verjetno, če bi delal nekaj takega, da bi delal največjega ali pa karkoli takega, da bi pač, ko narediš, se prijaviš, a ne, da bi pa nekaj se rabila dokazovati, se pa ne rabi več. Povsem drugače pa razmišlja Jadranka. Meni se zdi, da je to mačji kašelj. Jaz bi šla še. Jaz bi vsaj 48 ur. Zdaj, ko vem, koliko je 28 ur, se mi zdi, da je to zdaj čisto enostavno in zdaj hočem 48 ur. Tako da upam, da mi bo daj še uspelo prekoračiti. Zdaj v septembru je enostavno, glede na februar prej, ne, oddaleč. Ja, zdaj, ko veš, kaj je, kaj se prinese, vso to ekipo, vso to delo, ta utrujenost, zdaj, ko vem, zdaj, ko sem general po bitki, zdaj vem. In zdaj vem, da je 28 ur mačji kašelj in zdaj, kar se mi zdi, da bi bilo zdaj težko, je 48 ur. 48 ur se mi zdi, pa da bi bilo pa resnično težko. Verjetno že kaj vmes med 28 in 48 urami. Ja. No, jaz sem bila po koncu najmanj 36 ur, če ne še več. In sem bila cela naspedirana, polna adrenalina. Spala sem mesec, sam 4 ure, pa naprej šla delati. Tako da, ja, bi imela spet še kakšne krize, ampak to bi bil pa res maksimum bi bil meni se zdi 48 ur. Direktorica javnega zavoda Mocis Sonja Lakovšek je dejala, da si niti v sanjah ni predstavljala, da bi v Andeškem hramu lahko nastal Guinnessov rekord. Ne, tega pa res nihče ni pričakoval. Čeprav so to tiste lepe stvari, tiste iskrice, ki se kar zgodijo, ki so povezane z nekimi po svoje norimi idejami, potem pa se uresničijo. In potem smo tudi mi aktualni, tako da meni je to res ena taka lepa priložnost bila, tudi promocija, to, da nekomu pomagaš, to, da so bile tu, da jih spoznaš in se pravi, in to potem se kar pletajo stvari. Smo se ravno pogovarjali, boste imeli delavnico, boste učili druge, kako se kvačka, tako da to je tisto sodelovanje, ki je pravzaprav tista lepa reč, no, lepa zgodba. Rekorderki sta Andeškemu hramu prinesli lepa darila. Anitino ima zanjo poseben pomen. Andeškemu hramu sem podarila dekico, ki sem jo kvačkala v času Guinnessovega rekorda in zato pri meni ima to težo, zato ker to je babična dekica in me spominja na mojo babico, ki me je naučila prvih osnov. V Andeškem hramu daril seveda niso pričakovali. To je bilo presenečenje. Zdaj ta odejica, ne vem točno kako izgleda, ker bom zdaj si dala res čas in bom jo razprla. Dali bomo vsekakor na dvosed. Ja, dvosed smo tudi že prioblekli, zato ker ste ga takrat, ko ste tako kvačkali, malo ugulili, pa smo ga zdaj zrihtali po koroško. No, zdaj bo še to, tako da bo še topo. In pa seveda, logotip je pa tudi nekaj posebnega, če je skvačkan. Logotip pa je skvačkala Jadranka in njen sin Kosta je pravzaprav kriv, da sta se sploh prijavili za ta rekord. Kako pa zdaj gleda na mamo rekorderko? Kosta je ful ponosen in ful vesel in je rekel, da je ful ponosen na mene in da je vesel, da ima zapisano, red, da si oba dva si želela, da bi še slikica bila zraven, ampak sta tudi ful vesela, da je ta zgodba zaključena in gremo naprej.
Vesel pa je tudi župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler, ki jo je že sprejel in izpostavil, da ima malo kateri župan to čast, da se kdo izmed njegovih občanov v njegovem mandatu vpiše v Guinnessovo knjigo rekordov. Ja, zagotovo so zelo redki župani, da jih doleti ta čast, ki je doletela mene v tem kratkem času županovanja, da te občanke, naše občanke popeljejo v Guinnessovo knjigo rekordov in to nam je skupaj uspelo. Z Anito in pa z Jadranko, ki sta kar 28 ur in pa 5 minut kvačkale ravno v tem objektu, ki je tu za mano, danes pa še posebna nota njuju, ki sta tako darovali to zofo, na kateri sta ustvarjali teh 28 ur večgeneracijskemu centru in verjamem, da bo marsikoga privabila ravno ta zofa tudi v ta večgeneracijski center, ko se bo usedel na njo in bo videl, kako se je počuti dejansko svetovno. Se pravi, tako kot so se oni dve počutili in so se upisali v svetovno knjigo rekordov. Župan ju je kar pozval, da se vpišeta tudi v Guinnessovo knjigo rekordov za prihodnje leto. Kaj pa sami načrtujete za prihodnost? Mislim, da v bodoče v kratkem bo modna revija z mojimi izdelkami, večji poudarek tudi zdaj na jeseni, to že tako pripravljam in delam.